Danes ti predstavim še en način vaje brneč jezik, in sicer to je vaja, ki jo delamo z jezikom ven. V angleščini se tej vaji reče raspberry. Mi bomo pa rekli brneč jezik ven, okej? Ta vaja je kar težka, kar veliko ljudi ima težave s to vajo, ker jezik ne dela. Tako da nič hudega, tudi meni ta vaja po moje ene 10 let poučevanja ni šla. Res, jo sploh nisem znala ljudem pokazati, danes mi pa gre. Tako da se splača masirati jezik, raziskovati, tudi če najprej ne gre. Eno tako fajn navodilo za to vajo je, da damo jezik ven, potem ga pa z zobmi ugriznemo. In spustimo zrak pod jezikom. Včasih je fajn jezik si res zmasirati, prav tako z prtičkom ga zmasiraš, ga malo ven potegneš in potem lažje brbota. In potem želiš, da je ta jezik na ta način aktiven tudi na visokih tonih. Da jezik na visokih tonih ne pade nazaj, da ne gre, ampak da gre. Lahko daš takole roke in da res ostane tukaj energija. Tako da, ko greš na visok ton, kar takole roko daješ in ke da jezik loviš. In na ta način res poskrbiš, da je tvoj jezik na visokih tonih tudi sproščen. Ker to je ključno za to, da lahko poješ visoke tone. Najbolj pogosto, nam na visokih tonih jezik pade nazaj. Mi pa v bistvu hočemo, da jezik ostane sproščen. In to se s to vajo res lahko dobro naučiš. Tako da, če ti ta vaja gre, jo raziskuj na pesmih, na lestvicah, če ti pa ne gre, jo pa tudi raziskuj. Raziskuj, kako lahko jo narediš, da je boljši, in vsak dan bo malo boljši. In to je pot do tja, da jo potem enkrat znaš. Če pa sovražiš to vajo in da ti sploh ne gre, potem pa lahko rečeš, ta vaja ni zame in nič hudega. Okej, lahko si profesionalen pevec, pa te vaje ne znaš, ni nič hudega, imamo še milijon drugih vaj. Tako da ne se pa psihirati, če ti res ne gre. Okej, lepo se majte, čau!